Quantum Verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Danes bomo ocenili rezultate in dosežke turističnega leta 2024 ter predstavili ključne projekte za leto 2025. To leto bo mimogrede za nas zelo posebno, saj Slovenska turistična organizacija praznuje 30 let delovanja. Pa prvega kar k besedi vabim gospoda Frangeža. Izvolite. Dobar dan, hvala, da ste se današnje novinarske konference, ki se ozira v preteklo leto, obiskali v tako močni zasedbi. To je ena od priložnosti, ko lahko pogledamo s ponosom na ustvarjene rezultate. In najprej želim čestitati Slovenski turistični organizaciji, ki zgledno povezuje ponudnike navznoter in projicira želeno sliko in imidž Slovenije navzven. Hkrati želim čestitati tudi številnim ponudnikom turističnih storitev, nastanitev, doživljajev, ki so Slovenijo močno pozicionirali na globalnem turističnem zemljevidu. Slovenija je še pred nekaj leti, recimo pred 10 leti, v mednarodnem tisku doživljala naslove, kot so Best European Hidden Gem, Best European Kept Secret. Lahko pa vidimo, da je iz vrste aktivnosti, predvsem Slovenske turistične organizacije, nedvomno pa tudi izkušenj, ki jih ustvarjajo ponudniki turističnih doživljajev povsod po državi, ustvarjen vtis o Sloveniji, ki vedno znova vabi. Leto 2024 je v tem letu leto novih presežkov, ko smo očitno presegli po prihodih in nočitvah gostov tudi rekordno leto 2019. Vidimo, da imamo zmerno, ampak konstantno rast našega obiska, ampak tukaj se naš fokus ne ustavlja. V skladu s sprejeto turistično strategijo se Slovenija usmerja v predvsem dvig kakovosti, zato da bomo sposobni privabljati vedno zahtevnejše goste, z našimi doživljaji znali pričarati nepozabno doživetje tako za domače kot tuje obiskovalce, predvsem pa v turistični panogi kot eni od strateško pomembnih turističnih panog za naše gospodarstvo ustvarili tudi višjo dodano vrednost. Na ta način bo mogoče tudi skleniti ta začaran krog, potrebo po zagotavljanju višjih plač, zato da bomo v sektorju znali ohraniti obstoječe in privabljali nove talente. Kot veste, je pomanjkanje delovne sile eden od kroničnih problemov, s katerimi se turistični sektor ukvarja. Jaz predlagam, da na tem mestu naredimo piko in da nas direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pakolaj sprehodi skozi rezultat. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu na začetku leta, v katerem na Slovenski turistični organizaciji obeležujemo 30 let delovanja, pa o tem nekoliko več kasneje. Tokrat bi vam rada malo bolj podrobno predstavila uspešno leto 2024, nekatere izzive, ki so pred
turizmom in pa ključne projekte Slovenske turistične organizacije, s katerimi odgovarjamo na te izzive. Zdaj, po podatkih Svetovne turistične organizacije je lani globalni turizem okreval v popolnosti. Slovenski turizem je pa to prelomnico, kot smo že večkrat povedali, dosegal že leta 2023. V letu 2024, torej lansko leto, pa smo dosegli kar 8% rast mednarodnih turističnih prihodov, se pravi nad evropskim svetovnim povprečjem. In lahko rečem, da takšno hitro okrevanje slovenskega turizma ni naključje. Turisti danes iščejo manj množične, zelene, varne destinacije, tiste, ki so usmerjene v trajnostni razvoj. In v Sloveniji smo znali skupaj z našimi partnerji, z gospodarstvom, z destinacijami, v bistvu te trende uspešno nagovoriti, prav tako z neko premišljeno strategijo v skladu z vizijo butične, zelene Slovenije. No, število prihodov v Sloveniji, turistov v Sloveniji se lani na letni ravni povečalo za 6,3%, število prenočitev pa za skoraj 5%. In to je tudi v skladu z našimi napovedmi. Tuji turisti, kot vidimo tukaj desno, so povečali število prenočitev za kar 7% v primerjavi z letom 2023. Dejansko na vseh ciljnih trgih beležimo rast glede na 2023. No, domači trg je pa glede na lansko leto nekoliko upadel za 1,6%, še vedno pa beležimo na domačem trgu za 2% več prenočitev kot v rekordnem letu, se pravi 2019 pred pandemijo. Predvsem manj prenočitev je bilo domačih gostov v gorskih in pa obmorskih krajih. Poglejmo stanje na trgih, na naših ciljnih tujih trgih. Rekla sem prej, da smo na vseh zabeležili rast glede na leto 2023. Tukaj vidimo primarne trge in tukaj lahko rečemo, da Nemčija ostaja vodilni trg slovenskega turizma. Tudi v letu 2024 po pandemiji je zabeležila izjemno rast, 29% več prenočitev je Nemčija realizirala v primerjavi z 2019, lani pa se nadaljuje z 4% rastjo, se rast torej umirja. No, italijanski trg je na drugem mestu, kaže počasno okrevanje, 2% rast prenočitev, pa še vedno nižjo število prenočitev kot pred pandemijo. Italijanski turisti so namreč pogosteje po pandemiji izbirali, kot vemo, domače kraje, zaradi občutka varnosti pa tudi gospodarske negotovosti. No, tudi avstrijski turisti ostajajo zvesti, 4% več prenočitev so realizirali v lanskem letu. Izstopajo pa vzhodnoevropske države, tukaj predvsem v 4. Poljska, recimo, 19% rast prenočitev smo zabeležili lansko leto v primerjavi 2023 in izjemnih 56% več prenočitev Poljakov v primerjavi z letom 2019. Tudi Slovaška ostaja zelo močen trg. Prenočitve slovaških turistov so se na letni ravni povečale za 11% oziroma 51% rast v primerjavi 2019. Vedno damo to primerjavo pred pandemijo. Lepo rast opažamo tudi pri madžarskih, čeških gostih. Visoko rast beležimo tudi na francoskem trgu. Lani smo zabeležili kar 8,4% rast glede na 2023 in 40% rast glede na 2019. Tukaj naj omenim res intenzivno promocijo tudi na francoskem trgu. Tukaj smo okrepili aktivnosti, gostili smo najpomembnejše francoske agencije, turoperatorje v Sloveniji in to seveda se tudi pozna. Pri španskih turistih so prenočitve zrasle za 16%, velik skok je dosegel Luksemburg, kjer so prenočitve lani zrasle za 15%, in primerjavi 2023 in kar za 50% več kot 2019. Tukaj naj omenim tudi povezavo Luxera in naše aktivnosti, ki so te povezave spodbujale. Poglejmo sekundarne trge. Tukaj je zanimiv vzpon hrvaškega trga.
Z 12,7% rastjo v lanskem letu, glede na 2023, se je uvrstil kar na 4. mesto po številu prenočitev, prej bil pa na 6. Hrvaški gostje so pri nas 41% prenočitev v lanskem letu opravili v zimskih mesecih, kar je tudi zelo dobrodošlo z vidika sezonskosti. Visoko rast beleži tudi Srbija, 11%, 22% rast beležimo tudi na Danskem, potem ko je letalski prevoznik Norwegian lani spostavil neposredno povezavo, kot vemo, med Ljubljano in Kopenhagnom, in na to smo se tudi seveda odzvali z okrepljenimi aktivnostmi. Potem oddaljeni trgi, tukaj izstopajo ZDA. 18% rast prenočitev v lanskem letu glede na 23 in kar 25% več ameriških prenočitev kot leta 2019. Tudi tukaj moram reči, da smo skupaj z turističnimi podjetji, našimi agencijami izvajali številne aktivnosti na ameriškem trgu, tudi v povezavi z Luko. Gostili smo prestižno združenje, kot veste, Virtuoso v Sloveniji. Skratka, vse to prinaša rezultate. Veseli tudi okrevanje kanadskega trga, 29% rast. In pa azijski trgi so začeli hitro rast, to smo pogrešali v prvih letih po pandemiji. In zato vidimo, da so pač tudi te trgi začeli okrevati. No, tuji turisti, zdaj, če gremo od trgov naprej, kje so najpogosteje bivali, vidimo, da so tuji turisti najpogosteje prenočevali lani v gorskih občinah v Sloveniji in pa na drugem mestu v Ljubljani, medtem ko domači gostje pa največ v zdraviliščih, 40% vseh prenočitev so domači gostje realizirali v zdraviliščih in na drugem mestu so obmorske občine. Tudi v lanskem letu so poletni meseci realizirali največ, kar 46% prenočitev, tako da tukaj sezonskost še vedno ostaja izziv. Še pregled po starostnih skupinah, ta nam pove, da so največ prenočitev opravili milenijci. Se pravi, to so tisti med 25 in 44 leti, 30% in pa 30% generacija X. To so pa tisti malo starejši, 45 do 64 let. Potem gremo na prilive. Prilivi iz naslova izvoza potovanj so do novembra narasli za 3,1%. Zdaj, za celovitejšo sliko o slovenskem turizmu seveda je potrebno poleg prenočitev in pa prihodov pa finančnih kazalnikov pogledati tudi nekatere druge, ki pa seveda imajo vpliv na dolgoročno uspešnost slovenskega turizma in smo jih začeli vedno bolj spremljati. Takšno je gostoljubnost. Slovenija velja za izredno gostoljubno destinacijo. Po podatkih ankete o tujih turistih, ki jo dela SURS, je gostoljubnost domačega prebivalstva ena izmed najvišje ocenjenih lastnosti naše turistične ponudbe. In ti deleži so največ, torej deleži zadovoljni so najvišji v zimskih mesecih in pa v gorskih občinah. No, potem rezultati nedavne raziskave, tudi to smo raziskali torej na spletu, spletni ugled Slovenije na podlagi analize spletnih ocen je nastal, kaj menijo tudi turisti na spletu v Sloveniji. Prinašajo spodbudne novice, raziskava potrjuje, da se ugled Slovenije nenehno izboljšuje, kar je pomembno v digitalni dobi, seveda ta priporočila drugih turistov štejejo pri izbiri destinacije. In Slovenija se ponaša z ugledom, v skladu s to raziskavo, ki je nad primerjalnim povprečjem v regiji. V analizo so bile zajete države Avstrija, Italija, Hrvaška. Torej vidimo, da je ta krivulja tudi po vseh mesecih nad povprečjem. Slovenija se od primerjalnih držav, se pravi v tej analizi, ponaša z višjim ugledom na področju trajnosti. In to se odraža tako pri nastanitvah, kot pri atrakcijah in v kulinariki. Trajnost, kot veste, gradimo s pomočjo inovativnih orodij, kot je mednarodno priznana zelena shema slovenskega turizma. Jaz sem vesela, da je vanjo, da imamo že v bistvu 270 nosilcev znaka Slovenija Green in to se seveda opazi tudi v mednarodnem prostoru. Ti naši napori deležnikov destinacij na poti trajnostnega turizma.
Ni pa pomembno le zadovoljstvo gostov, vedno bolj poudarjamo tudi zadovoljstvo prebivalcev z razvojem turizma destinacije. To je eno ključnih področij v naši strategiji, ki ga tudi merimo v okviru zelene sheme slovenskega turizma in tukaj imamo ocene zelo različne med destinacijami. Najvišjo je dosegla Izola. No, trženje. Trženje je seveda pomemben del, ki vpliva na uspešnost in za ta del smo tudi v največji meri tudi odgovorni na STO-ju. Trženje merimo pri nas, naši agenciji, za številnimi kazalniki uspešnosti po metodi Balance Scorecarda. Vsako leto pa nam je zelo pomembna anketa med turističnim gospodarstvom o zadovoljstvu z našim delom, ki nam je potem dober pokazatelj za naprej. In veseli nas, da je ocena dela STO v lanskem letu visoka, 4,1 na 5-stopenjski lestvici. To pomeni, 80% anketirancev je tudi nasplošno z našim delom zadovoljnih. Zelo nas pa veseli tudi drugi kazalnik, to je pa kazalnik WEF-a, se pravi Svetovni ekonomski forum, meri indeks turističnega razvoja vseh držav na svetu in tukaj smo po kazalniku znamčenja je Slovenija dosegla prvo mesto in na to smo res v ekipi ponosni. In da zaključim te kazalnike zdaj še z napovedjo, imamo dobro pozicijo, bi lahko rekla, in pričakujemo tudi letos rahlo rast turističnih prihodov in prenočitev, predvsem na račun tujih gostov. Tantum Verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Pa gremo na izzive, zelo na kratko. O tem smo že tudi večkrat govorili, tudi na dnevi slovenskega turizma. Dejstvo je, da se Evropa sooča z izzivi, varnost, podnebne spremembe, migracije, prehod brezogljično družbo in pa tudi pešanje konkurenčnosti. Če pogledamo področje trajnosti, tukaj Evropska unija vse bolj ščiti potrošnike, vse bolj zavezuje podjetja in pomembne so 3 nove njihove oziroma evropske direktive, ki krepijo vlogo potrošnikov pri zelenem prehodu, odpravljajo greenwashing, torej zavajanje, in pa širijo krog podjetij zavezanih trajnostnem poročanju, kar pomeni, da se moramo tukaj še bolj truditi v tej smeri zelenega razvoja turizma. Pa še mogoče tole, Svetovna turistična organizacija redno spremlja dejavnike, ki vplivajo na turistično povpraševanje. In na prvih 3 mestih so višji stroški prevoza nastanitev, še vedno, nestabilno gospodarsko okolje in tretjič geopolitična tveganja. Zanimivo, na 4. mesto se je že lani uvrstil dejavnik izredne vremenske razmere, in na tem 4. mestu se ta dejavnik očitno zelo trdno zasidral. 79% Evropejcev po podatkih ITC-ja tudi prilagaja svoje potovalne navade povezavi z vremenskimi razmerami, se pravi, to je tudi dejavnik, ki se mu moramo prilagajati tako na ponudbeni strani kot v trženju. No in sedaj še tretji del, na kratko bi vam želela predstaviti nekatere projekte Slovenske turistične organizacije 2025. Kot prvo, že večkrat smo izpostavili nacionalno informacijsko središče, vemo namreč, turizem bo konkurenčen, če bo temeljil tako na ekonomski uspešnosti in bo tudi prizanesljiv do naravnega, socialnega, kulturnega okolja. Nismo oblikovali z namenom merjenja učinkov turizma. Se pravi, to je ključno, da bomo lahko še bolj v drobovje videli, kje smo uspešni, kje nismo, kje lahko kaj izboljšamo, da bomo lažje, učinkovitejše upravljali s turističnimi tokovi. Vemo, da v določenih destinacijah postaja problem in pa da bomo digitalizirali to našo ključno orodje, s katerim si krepimo pozicijo, to je zeleno shemo, in bomo olajšali našim destinacijam, ponudnikom uporabo in spremljanje zelenega turizma. Zelo premišljeno bomo tudi naprej izvajali promocijske aktivnosti na ključnih trgih, v skladu s strategijo slovenskega turizma, programom v tesni povezavi z gospodarstvom.
Tudi letos nadaljujemo z globalno digitalno kampanjo na 22 ciljnih trgih. Rezultati lanske kampanje so bili odlični, več kot 20.000 prikazov oglasov v 12 jezikih in dosegli smo okoli 1,2 milijona prikazov oglasov na Facebooku, Instagramu, X-u in več kot 86 milijonov ogledov videooglasov na YouTubeu in TikToku. No, posledica teh intenzivnih kampanj in pa tudi na drugi strani sodelovanja z našimi vrhunskimi športniki, ki so še naredila vsa ta sporočila bolj učinkovita, je vodila k večjemu obisku portala slovenskega turizma slovenija.info. Lani smo presegli 7 milijonov obiskovalcev in imamo že skoraj 1,7 milijona sledilcev. No, lani, če samo omenim, je najbolj navdušila, te stvari so ponavadi zanimive, objava na Instagramu ob prižigu prazničnih luči v Ljubljani, tudi zato, ker je video s svojimi sledilci delil naš ambasador Luka Dončić in objavo je videlo 700.000 ljudi in interakcije je bilo 15.000. Potem druga taka objava je bila vezana na uspeh slovenskih nogometašev na Euro 2024. Tretji najbolj gledan film je bil pa tisti, pre katerega skupino Joker Out predstavljamo svetu slovenska mesta. Nadaljujemo tudi z oblikovanjem privlačnih destinacij. No, lansko leto je nastala nova publikacija Slovenija športna destinacija, za katero je Slovenija tudi prejela več nagrad. Gostili smo 281 tujih novinarjev v Sloveniji, to je rezultiralo več kot 3000 objavah v odličnih tujih medijih, najbolj odmevni pa so bili National Geographic, objava v National Geographic o slovenskem Visokogorju, objava Cycling Weekly, ki vabi kolesarjenje po cestah, na katerih se je kalil Tadej Pogačar, in pa Forbesova objava 5 razlogov, zakaj obiskati Slovenijo. No, eden od naših stebrov našega delovanja ostaja komuniciranje s poslovnimi javnostmi. Lani smo se z novo stojnico predstavili na kar 162 sejmih, borzah, delavnicah, na dodatno še več kot 110 dogodkih v partnerstvu z deležniki. Potem zelo uspešno smo organizirali slovensko turistično borzo. To je največji strokovni dogodek v Sloveniji, kjer smo v enem dnevu izvedli 4000 sestankov med domačimi ponudniki in tujimi kupci. Pa ugledna združenja, kot so Virtuozo, ki sem ga omenila, pa združenje Jabko, letno srečanje, vse to prinaša rezultate. Učinkovitost naših promocijskih aktivnosti je močno pogojena z odličnim sodelovanjem z našimi vrhunskimi športniki, slovenskimi ambasadorji. Njihovi uspehi so res izjemni in dejansko je vsak njihov uspeh promocija Slovenije na svetovnem odru in res smo ponosni, da lahko skupaj z njimi oblikujemo, pišemo učinkovite zgodbe slovenskega turizma. V 2025 nadaljujemo tudi uspešna partnerska sodelovanja s prireditelji mednarodnih športnih dogodkov, ki jih gosti Slovenija, ki prinašajo tako promocijske kot gospodarske učinke. Lani smo recimo sodelovali na 60 športnih dogodkih, ki so prinesla 27.000 tujih tekmovalcev in potem še njihovih spremljevalcev in njihovih ekip navijačev, skoraj 173.000 prenočitev in 60% teh dogodkov se je zgodilo izven sezone, kar je tudi zelo pomembno za desezonalizacijo. Dirka po Sloveniji, letos bomo sodelovali pri njej skupaj za 40 destinacijami v Sloveniji. Že 8 leto bomo omogočili prenos dirke na Eurošportu, prenos lepot Slovenije in na ta projekt smo še posebej ponosni. Od leta 2016 si je že ogledalo 64 milijonov gledalcev. Letos bomo tudi izvedli v sklopu intenzivnih aktivnosti na ameriškem trgu promocijski dogodek Dallas Field Slovenija, ki ga bosta pa spremljala poslovna dogodka s slovenskimi ameriškimi turističnimi podjetji v Houstonu in pa Dallasu. Prejšnji teden smo pa tudi workshop izvedli v okviru svetovnega prvenstva v rokometu v Zagrebu. No, v okviru
promocijske teme umetnost in kultura bomo pozornost usmerjali Novi Gorici, ki skupaj z Italijansko Gorico nosi naziv Evropska prestolnica kulture. Skupaj z destinacijo izvajamo številne aktivnosti, od novinarskih potovanj, študijskih tur do izpostavitve torej Evropske prestolnice kulture na naših najpomembnejših sejmih in borzah, v tujini pa tudi v Sloveniji. In pa še gastronomija. Gastronomija tudi ostaja pomemben ambasador naše države. V teh zadnjih letih smo krepili vrhunskost naše gastronomije, prepoznavnost gastronomije z najbolj prestižnimi vodniki, z Michelinom, Gourmetom, in vesela sem, da pa smo letos tudi obudili, nadgradili projekt Gostilna Slovenije skupaj z Obrtno-podjetniško zbornico in na ta način zaokrožujemo ta strateški okvir razvoja, promocije celovite gastronomske ponudbe Slovenije. In pa še Moja Slovenija, nadaljujemo s kampanjo na domačem trgu, ki je imela lepe rezultate v lanskem letu. Letos bo pa posvečena še nekoliko bolj krepitvi pozitivnega odnosa do turizma in motivacije mladim za delo v turizmu. V letu 2025, kot rečeno, bo Slovenska turistična organizacija praznovala poseben pomemben jubilej, to je 30 let, odkar je bil ustanovljen Center za promocijo turizma Slovenije, in ta je bil predhodnik Slovenske turistične organizacije, zato bomo v tem letu na več načinov predstavili aktivnosti STO-ja in turizma skozi publikacije, razstave. Na osrednji dogodek, ko bomo obeležili 30-letnico, to bo 4. junija v Ljubljani, takrat bomo tudi uradno zagnali NIS, torej Nacionalno informacijsko središče. Tantum verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Mi se seveda kadrovske stiske zavedamo. Tudi zato Slovenska turistična organizacija izvaja kampanjo promocije poklicev v turizmu, ki poizkuša tudi spreminjati percepcijo poklicev, ki delujejo in so nujni za ta sektor. Usmerjen v to, da dvignemo strokovne kompetence, da povečamo vpis, tako na strokovne kot visokošolske oziroma univerzitetne programe na tem področju. Hkrati pa je vlada Republike Slovenije v tem mandatu naredila nekaj pomembnih premikov pri tem, da bi bili v večji meri sposobni pritegniti tudi globalne talente. Naj spomnim, da je še posebej po poplavah bilo interventno sproščenih nekaj ovir za zaposlovanje tudi v turizmu. Sedaj pa se z spremembami zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev del interventnih rešitev preliva tudi v sistemsko zakonodajo. Slovenija je lahko na globalnem turističnem zemljevidu uspešna, če bomo znali ustvariti sinergijo med domačim prebivalstvom in našim zadovoljstvom, visoko kakovostjo življenja, visoko stopnjo trajnosti, skrbi za okolje in za odnose. Ker to sliko na to projiciramo z ta slika se prepoznava v podatkih o visoki oceni našega gostoljubja,
pripravljenosti pomagati obiskovalcem, ponuditi nasvet ali vrhunsko turistično storitev. Zdaj, mi smo res dober miks. Imamo izjemno ugodno lokacijo, imamo preplet svoje zgodovine, smo kulinarična in vinska supersila, smo lokacija izjemnih naravnih lepot in izjemno atraktivnih outdoor doživetij. Z raznolikostjo naše pokrajine pravzaprav obiskovalec na majhnem koščku sveta odkrije res bogastvo in raznolikost teh podob. In nič od tega, tudi dejstvo, da se je samo v nekaj letih globalna prepoznavnost in percepcija Slovenije tako močno razvila in okrepila, ne bi bilo mogoče brez tega, da imamo v turizmu, v gostinstvu zaposlene predane ljudi, ki radi opravljajo svoje delo in ki jim je ustvarjati doživetje gostov tudi ne le poklic, delo za plačo, ampak življenjsko poslanstvo. In take presežke potrebujemo, zato se vračam k začaranemu krogu, ki sem ga omenil na začetku, se pravi strateška usmeritev razvoja slovenskega turizma v visoko kakovost, pritegnitev zahtevnih gostov, ki bodo za ta fantastična in unikatna doživetja v Sloveniji pripravljeni plačati tudi več. Na podlagi tega pa seveda ohranjati naše obstoječe strokovnjake v turizmu, kot tudi privabljati nove generacije, pa seveda pri tem tudi talente od drugot, ki nam bodo pri tem pomagali. Namreč, da v času, ko pričakujemo največ prihodov tujih gostov, pa tudi tranzitnega prometa skozi našo državo, ki cilja morebiti na sosednje destinacije, da temu prilagodimo tudi urnik popravljalnih del, sanacij na naših avtocestah. Priznam, da vsaj sam v tovrstne aktivnosti doslej nisem bil vključen, se pa strinjam, da skupaj s Slovensko turistično organizacijo, Ministrstvom za infrastrukturo, Darsom, pogledamo, kaj je na to temo mogoče narediti, zato da se potrebna popravljalna, sanacijska, gradbena dela izvajajo v času, ko tovrstnega pritiska, dodatnega pritiska na naših cestah ne bo toliko. Veste pa, da Slovenijo močno obremenjuje tudi tovorni tranzit. Dejstvo, da je Luka Koper pomemben vstop in izstop blagovnega prometa v in iz Evrope in da je verjetno to tisto, kar tudi v višku turistične sezone ustvarja konice. Mislim pa, da seveda tega problema nimamo samo tisti, ki kot domačini pri opravljanju vsakodnevnega dela ali pri iskanju ali pri izletu naletimo na gnečo. Pomembni izziv so tudi gneče in obremenjenost lokalnega prebivalstva v turističnih krajih. Veste, da Slovenija v tem pogledu nima enega obraza, ene slike, ampak so turistični tokovi v veliki meri osredotočeni na ali pa skoncentrirani na posamezne dele države. V tem pogledu strategija slovenskega turizma in tudi cela vrsta naših aktivnosti usmerja v razpršitev teh tokov, v odkrivanje in promocijo tistih destinacij, ki so še
manj znane in manj odkrite in razumeli me boste kot Štajerca tudi prizadevanje, da morda mestoma tudi nasičenost s turističnim obiskom na zahodnem delu države prelijemo tudi v ustvarjanje novih doživetij in večjo prepoznavnost destinacij na vzhodu države. Tako da tudi doma in pri našem destinacijskem upravljanju nas tu v perspektivi čaka še veliko dela, zato da bo turizem v zadovoljstvo tistih, ki se z njim ukvarjajo, pa seveda tudi lokalnega prebivalstva. V tem pogledu je načrtovano nacionalno informacijsko središče res zelo pomembno, ne samo kot detekcija rezultatov in upajmo, da bomo tudi z njegovo pomočjo lahko praznovali prihodnje uspehe slovenskega turizma, kot to delamo danes, ampak tudi kot jasno detekcijo problemov, ki jih je potrebno upravljati z ekosistemskim pristopom. Za slovenski turizem velja ta močni ekosistemski pristop, povezave med državo, slovensko turistično organizacijo, vrsto gospodarskih združenj, začenši z turistično gospodarsko zbornico, pa tudi panožnimi združenji, ki so STO in državi v pomoč za to, da skupaj pametno in trajnostno upravljamo slovenski turizem. Se upravičujem, ker sem nekoliko zapolnil.